Ja, tako, no, tako bom rekel, sem drugič poročen, ne. Imam iz prvega zakona dve odrasli hčeri, ena je stara 34, ena 33 let, ena je zdravnica, radiologinja, ena pa ekonomistka. Potem v drugem zakonu imam pa sinčka, starega 4 leta pa pol. Ne, to je zdaj osebno življenje, kar se tiče pa rojen sem v Ljubljani, ne, po rodu sem Ljubljančan, ampak moji predniki so iz Štajerskega, a ne, mama je iz Prlekije, oče iz Trbovelj. Ja, to, ne, študiral sem v Ljubljani, odraščal v Ljubljani. In potem sem začel delati kot splošni zdravnik, ker takrat je bilo težko dobiti službe, bilo je pa obvezno, da vsak ima vsaj 2 leti prakse v splošni medicini, a ne, kot bi rekel splošni zdravnik, a ne, tega zdaj sploh ni več, a ne. Ja, seveda zame je bilo koristno, ne, vprašanje je pa, koliko je bilo to fajn za paciente, a ne, ker smo bili čist sveži, a ne, smo prišli po enoletnem stažu, ne, ki je bil sicer malo daljši, kot je zdaj ta pripravništvo, ampak je bil pa bolj ekstenziven, a ne, ni bilo tako intenzivno učenje. Smo krožili po vseh oddelkih, a ne, tako da nekaj malega smo imeli izkušenj, a ne, potem smo se pa učili sami od sebe in od pacientov, a ne, tako da ampak je bilo to zelo koristno delo in tudi mislim, da je potekalo v zadovoljstvo mene in tudi pacientov in je bilo čisto lepo biti splošni zdravnik, a ne. Samo potem in to splošno medicino sem delal v zdravstvenem domu Litija, ker v Ljubljani ni bilo pač možno dobiti službe, ne, takrat so pač bile te stvari zelo zasedene in bi mogel čakati, a ne, jaz sem imel pa že mlado družino, tako da sem pol šel v Litijo, kjer sem dobil tudi stanovanje, ne ravno v Litiji, ampak v Gabrovki, to je kar 20 km ven iz Litije proti Čatežu, a ne, na Dolenjskem, a ne, in potem sem tam živel, a ne, in delal v splošni ambulanti v Gabrovki, pa dole nad Litijo in v Litiji, tako da sem delal recimo 2 dni v Gabrovki, en dan na Dolah in 2 dni pa v Litiji v zdravstvenem domu, ne. No in tako je to potekalo 2 leti pa pol, v tem času sta se rodili hčerki, a ne, in tako, ne, in potem sem pa že v tem praksi, ko sem bil, ne, v splošni medicini, sem gotovo, da mi nekako najbolj veseli kirurgija, a ne. Predvsem zato, ker sem tako neposredno hitro videl rezultate, a ne, in tudi ljudje so bili zelo veseli, če se je kjer tam ukvarjal s kirurgijo, jim ni bilo treba iti v Ljubljano, ki je bila kar precej oddaljena, a ne, in začel sem prvo z odstranjevanjem nohtov, uraščenih nohtov, potem smo manjše kožne izrastke odstranjevali in tako naprej in sem videl, da dejansko pa šival sem rane, ne, ki so si jih otroci dobili ali pa starejši, ne, in tako da sem videl, da je to pravzaprav, da nekako to mene najbolj veseli, a ne, in potem sem iskal nekje, kje bi prišel na kirurgijo in se je pokazala možnost v Novem mestu in sem se pol odločil, sem prišel v novomeško bolnico, specializiral in ostal v Novem mestu, a ne. Dosti dolg, a ne. Ja, to je pa, če bi rekel ta glaven, bi rekel premik, a ne, da sem ugotovil, da me to res zanima, je bilo, ko smo bili v osnovni šoli, mislim, da nekje v 4. razredu ali pa v 5. smo imeli obvezno tečaj prve pomoči, a ne. In takrat so na tem tečaju se organizirajo Rdeči križ, a ne, učili so pa mladi zdravniki, a ne, in tako je tam učil en mlad zdravnik prvo pomoč in tako se mi je zdelo, da zelo lepo je učil in mene je to zelo zanimalo in zelo rad sem se s tem ukvarjal, a ne, povijal in tako naprej. Potem sem takrat se mi zdi, da sem se nekako najbolj odločil, da me zanima, a ne, bi rekel, pomagati ljudem, a ne, delati nekaj v področju zdravstva. No, potem tudi recimo, ko smo se učili v šoli, a ne, me je najbolj zanimala biologija, kemija, a ne, fizika, te predmeti so me najbolj zanimali, ne, družboslovje malo manj, a ne, tako da in ves čas je bilo tako, a ne, tako da potem
potem se je pa nekako, v gimnaziji se je zdela medicina malo oddaljena, malo zelo zahtevno, ker se je videlo, da je treba imeti zelo dobre rezultate, če hočeš priti na medicino, in se mi je zdelo, da bo težko to doseči, ampak je pa pol se izkazalo, da je pa, čeprav recimo nisem bil odličnjak, je bilo pa to znanje dosti dobro, tako da smo na sprejemnih izpitih sem potem z lahkoto naredil sprejemne izpite na medicino. In potem sem pač študiral medicino. Ja, to vprašanje je zelo pogosto. Zdaj, odvisno iz katerega stališča gledaš. Če gledaš stališča, bi rekel, iz stališča hudo bolanih bolnikov, ti, ki res rabijo, bi rekel, oskrbo, zelo kvalitetno, vrhunsko oskrbo, mislim, da je za to dobro poskrbljeno v Sloveniji, da imamo res, bi rekel, dostopnost do najboljših, bi rekel, ali pa zelo kvalitetnih storitev na najvišji ravni relativno dobra. To se pravi, tisti, ki je res hudo bolan, ki ima neko bolezen, pa naj bo to rakast ali pa aterosklerozo in tako naprej, pridejo še dovolj zgodaj do kvalitetne oskrbe. Je pa veliko odvisno od tega, kje vstopiš v ta zdravstveni sistem. Zdaj, odvisno tudi od tega, kakšnega zdravnika imaš, osebnega in tudi tistega specialista prvega kontakta. Ker če ti naletiš na prizadevnega zdravnika, se ti bo vse lepo odvilo. Ampak to je res, bi rekel, velikokrat je zelo odvisno od zdravnikov, ker sistem pa ni tak, da bi redno omogočil dobro delovanje. Sistem je slabo, bi rekel, poti, ki so, te poti gibanja bolnikov, niso tako samo po sebi umevne. Predvsem gre na osebni kontakt. To se pravi, če dobiš ti, recimo, če imaš dobrega osebnega zdravnika, ki pozna, kater specialist bi za to bolezen bil najboljši, in če on stopi v kontakt s tem zdravnikom in se z njim pomeni in potem pride ta zdravnik do tega, in če on zopet ve, kjer zdravnik bi to težavo najbolje rešil, in če ima osebni kontakt z njim, potem to zelo lepo poteka. In se zgodi lahko, ali pa če je prav zelo prizadevan. Če pa gledaš tako, rutinsko, da se noben za bolnika ne zavzame, je pa odvisen od sreče, na kakšne zdravnike naletiš. Razumete? Ni, bi rekel, standardizirano. Slovensko zdravstvo ni standardizirano, da bi rekel, bolnik, ki ima in to bolezen, gre po tej in tej poti do te in te terapije. Za nekatere bolezni je, za nekatere ni. Tako da to je en problem. V bistvu največji problemi so organizacijski. Bom rekel, ne strokovni, ampak organizacijski. In največji problemi so dejansko v komunikacijah med, bi rekel, zdravniki, ki delajo na nivoju primarnega zdravstva, pa pol z specialisti, in pol bi rekel, iz specialističnega nivoja do terciarnega nivoja, to se pravi do vrhunskih storitev v univerzitetnih kliničnih centrih. Ta komunikacija mogoče malo težje poteka, ni tako ustaljena. Kar pa ne bi bilo potrebno, oziroma to, da imamo zdaj že te elektronske poti, zelo bi se dalo to organizirati in urediti. To je, recimo, moje osebno mnenje. To je spet malo predolgo, kar sem zdaj govoril. Ampak bi rekel tako, če imaš, recimo, srečo, da vstopiš v ta zdravstveni sistem na pravem koncu, preko pravih zdravnikov, dobiš zelo dobro storitev. Včasih, recimo, za nekatere storitve, ki pa niso tako nujne, so pa čakalne dobe nerazumno dolge. Recimo, jaz se ukvarjam z obolenjem ožilja. Tle imamo, recimo, obolenje arterij in obolenje ven. In vsako od teh obolenj ima različne stopnje. In zdaj ni nič hudega, tudi če so obolenje arterij, ki ni zelo resno, ki ne ogroža uda ali pa
življenja, če se tam čaka. To ni nič hudega, nekaj mesecev, ampak če pa čakaš ti za neko ogrožajočo zadevo, nekaj mesecev na neko preiskavo, to pa je problema. In tle se zdaj pa v bistvu že začenjajo kazati tudi na teh bolj zahtevnih ogrožajočih stanjih se že podaljšujejo te čakalne dobe. Seveda je pa tako, zdravniki se moramo odločiti, mi se moramo odločiti, kdo je tisti, ki potrebuje prvo našo skrb. In zato, ker je kapacitet premalo, se potem seveda zmeraj odločamo za najtežje bolnike. In za manj pomembne, za manj ogrožajoče zadeve, ki pa so lahko zelo neprijetne, pa zmanjkuje časa in se paciente prenaroča in tako naprej. To je pa za bolnike je pa to zelo, bi rekel, moteče. Recimo, če imate recimo artrozo, obrabo po domače, kolka, pa vas boli, pa težko hodite, pa ne morete, niti na vrtu recimo delate stvari, niti ne morete se sprehajati. To zelo znižuje kvaliteto življenja, in če ti moraš 2 leti življenja čakati z enim bolečim kolkom v nižji kvaliteti življenja, je to za tazga bolnika zelo huda težava. In jaz mislim, da bi bilo potrebno dejansko urediti, da bi se kapacitete v zdravstvu povečale. In bi bila s tem dostopnost tudi do manj, bi rekel, da bi se zdravile bolezni, ki so manj ogrožajoče, manj nevarne, ampak tudi znižujejo kakovost življenja, da bi tudi te bolezni zdravili. Ker tako, vse veste, kako je medicina. Najprej rešujemo življenje, potem rešujemo, bi rekel, kvaliteto življenja. Razumete? In zmeraj tista kvaliteta, ki je najslabša, ima prednost. Tisti, ki ima najnižjo kvaliteto življenja, ima prednost pred ono, ki ima malo boljšo kvaliteto življenja, kar se tiče zdravja. Zdaj, tako, treba se, to je malo težek odgovor. Bom povedal, zakaj. Ker obstajajo neke države, ki so veliko sredstev dodatnih dali v zdravstvo s tem namenom, da bi skrajšali čakalne dobe. In to recimo zelo bogate države, ki so nam v zgled, so dali fantastične vsote denarja. In so ugotovili, da niso tukaj bistveno skrajšali čakalnih dob. In zdaj vprašanje, zakaj? Ali so zato, ker so ta sredstva v napačno dejavnost investirali, ali pa se je recimo potem, ker je bila večna dostopnost, lažje odločala za neka zdravljenja, ker prej so rekli, saj to je taka dolga čakalna doba, se sploh nima smisla, da se sploh prijavljam za ta poseg, če je treba 5 let čakati. Vprašanje, če bom še živ, ko pridem na vrsto. In tako da je po mojem to. Jaz mislim tako, recimo sredstvo za zdravstvo primanjkuje povsod, ne samo v Sloveniji, to je definitivno v vsaki državi. Vsaka država bi lahko še veliko več denarja porabila za zdravstvo, kot ga porablja. Tudi tisti, ki po 4-krat več porabijo na prebivalca, kot mi. Še tudi tam so pritiski, da bi bilo še več. Ampak seveda nekje se mora postaviti meja. In zdaj, recimo, če gledaš recimo neko Slovenijo, ki ima tak bruto družbeni proizvod, kot ga pač ima, in smo se odločili, da damo pač tistih 5-6% bruto družbenega proizvoda za zdravje, potem pač imamo omejeno sredstva. Bi rekel po domače, če recimo država investira v neke bolnice, so recimo zdaj naredili urgentne centre po celi Sloveniji, in to tudi s pomočjo Evropske unije, vse so nekaj naredili. Samo zdaj se je pojavil, oni so dali precej denarja, ampak zdaj se je pojavilo pa, kje pa dobiti ljudi, da jih zaposliš tam noter. In zdaj te centri so v bistvu povečali stroške tudi zdravstvenega sistema. In zdaj, če pa pogledaš, če bi pa oni tega denarja ne investirali, recimo, ali pa bi rekel, če bi nekdo drug investiral v to, pa bi ta investicija, mislim, bi tu denarja, kot nekdo drug investiral,
bi ga prešparal. Ali po domače povedano tako, če naredi država bolnico, stane državo to 20-30 milijonov, in potem še seveda stroški, in tako naprej. Če pa nekdo drug to investira, pa on zaposli kader, pa državo stane samo tista cena storitev, ki je pa enaka za tistega, ki je sam zgradil bolnico, ali pa za tistega, ki je bolnico država zgradila. Razumete? Se pravi, ti strošek investicije bi lahko na zasebni žep prestavil. Recimo tako, ja. Enaka zgodba kot pri privatnem šolstvu, ali pa recimo predstavljamo si, recimo zdaj govorimo o drugem tiru. Vse nas ne zanima, da bi mi, recimo nas zanima, da bi vlaki imeli kje voziti. To se pravi, da če bi se nekdo najdel, da bi rekel, jaz bom investiral v drugi tir, ok, pa investiri, pa bomo mi ti plačevali, kakor bo vlaki vozili. Kakor zdaj plačujemo tudi železnico. V vsakem primeru plačujemo. Ampak logika pri bolnicah je pa taka. Ker si ti sam investiral, mi ne bomo pri tebi kupovali storitev. Gre za to, zdaj pa še to, recimo država mora zgraditi bolnico, mora plačevati storitev in mora pokrivati izgube. Ampak oni to rajš delajo, kot da bi nekomu samo plačevali storitev po isti ceni. Pa jih ni treba, da jih zanimajo izgube, niti da jih zanima investicija, ker nič od tega ni njihov problem. Ampak ni tle neke logike, ampak oni pravijo ne. In so stranke, ki rečejo ne. Ki rečejo ne, mi smo za ljudi, in govorijo, mi smo za javno zdravstvo. Sploh ne vejo, kaj je javno zdravstvo. Javno zdravstvo nič ne govori o lastnini. Kdo je lastnik bolnišnica, Ampak sam govori, da so te bolnišnice nudijo storitve pod določenimi pogoji ljudem. In te pogoje pa država postavlja. Država postavlja, kakšna mora biti bolj, kako mora biti zgrajena, kakšna oprema mora biti, kdo mora delati tam, kaj mora delati, ker to vse država nadzira. Se pravi, zakaj bi potem mogla tudi ona investirati? Ni nobene potrebe. Razen seveda, za te velike, ki pa noben privatnik nikoli ne bo šel, recimo, investirati v klinične centre ali pa v onkološki inštitut, ki so ogromne cene. To je pa res stvar države, da se to naredi. Ampak take, bi rekel, stvari, elektivni posegi, ki so številčno veliki, in so praktično vsi enaki, je pa veliko bolje in lažje narediti v takih specializiranih ustanovah, kjer si specializiran za določen tip posegov in jih delaš rutinsko, serijsko. Tako si jaz predstavljam. In tako bi to je logika. In tako je tudi recimo v svetu. Po vseh teh državah imajo približno v Evropi 30%, približno 30 do 40% zasebnih zdravstvenih ustanov. In te naredijo, bi rekel, več kot polovico vseh, bi rekel, teh, bi rekel, elektivnih oziroma programskih posegov. Kar se tiče pa nujnih posegov, tam pa državne bolnišnice naredijo 90%. Tako taki primeri so recimo v zahodnji Evropi ali pa v Avstraliji, v Ameriki so pa itak praktično razen vse, tudi univerze so privatne, tako da tako ni najbrž sploh državnih. Ja, zdaj bom rekel tako, moje osebno prepričanje je to, da je v bistvu medicina, zdravstvo ravno tako ena dejavnost, ki ima zelo podobne lastnosti, kot vsaka druga, bi rekel, dejavnost, storitvena dejavnost. To se pravi, če imamo mi, bi rekel, javne in zasebne bolnišnice, potem je med njimi konkurenca. In konkurenca je zmeri dobra, a veste. In sicer je dobra zaradi tega, ker konkurirajo ne samo za bolnike, ampak konkurirajo tudi z cenami, za zavarovalnice, ker zavarovalnica je kupec storitev. Naj bo
ena ali pa dve ali pa tri. Vse zavarovalnice, a ne, so kupci storitve za bolnike, ne. Zelo redko, kjer bolnik iz žepa plača, a ne. Ampak v glavnem so to zavarovalnice, ne, a ne, oni so kupci in seveda, če so državne in zasebne ustanove, ki konkurirajo, a ne, za te zavarovalnice, potem je verjetno, a ne, lahko to cenejše, a ne, dobijo boljše cene, ne. Zavarovalnice, ker konkurenca zmeri, a ne, je na tem, a ne, da omogoča zniževanje cen, a ne, če ni kartelnega dogovarjanja, ne, tle pa mislim, da ne bi bil, a ne. Skratka, to je, se pravi, lahko zniža cena, lahko poboljša kvaliteto, a ne, ker zelo važno, ne, tudi zdaj se je pokazalo v Sloveniji, a ne, čeprav so vse bolnišnice ali pa skoraj vse bolnišnice trudijo, ne, delajo na kvaliteti, na kakovosti, na prijaznosti do bolnika, vsi delajo, ampak najboljši rezultati se dosegajo dejansko v privatnih ustanovah, a ne. Recimo, če govorimo o bolnišnicah, ne, Kirurški sanatorij Rožna dolina je zmeraj pri vrhu, a ne, vseh bolnišnic, ne. In tako da zadovoljstvo bolnikov, a ne, to je ena stvar, a ne, kjer bi se sigurno povečal, če bi bila večja konkurenca, a ne. Je pa res, da je ta konkurenca omejena, ne, če je recimo v enem kraju samo ena ustanova, a ne, razumete. Ker ljudje le niso tako mobilni, kot si predstavljamo. Za določene stvari so, ampak ko si pa bolan, si pa ne rajš čim bližje domu, a ne. Zato tudi ne uspe nikoli, ne uspe zapirati bolnišnic po Sloveniji, ne, ker so lokalno prebivalstvo tako zelo želi, a ne, biti v bližini doma, ne, da ga lahko nekdo obišče lažje. No, skratka, sigurno je, konkurenca bi bilo zelo v redu, a ne, in tudi konkurirali bi za zdravnike, a ne, a veste, in za osebje, ker, a ne, tudi zdravniki smo različni, a ne, in eni so bolj prizadevni, eni so manj, a ne, ampak bolnišnice, a ne nagrajujejo bolj prizadevnih zdravnikov, a ne, ker jih ne morejo, ker enostavno sistem je tak, da je uravnilovka, ne, vsi so enako praktično plačani, ne, razen po starosti, ne, zdaj, kakorkoli obračamo, še zmeraj se najbolj nagrajuje senioriteta, to se pravi, a ne, staž, ja, a ne, izkušnje na delovnem mestu, a ne. In to je ta zadeva. Tako da jaz to zelo odobravam, no, moram reči, da itak, saj ni to nič novega, ne, saj to je po svetu, so to že zdavnaj ugotovili, ne, samo pri nas smo verjetno malo ideološko smo malo obremenjeni, a ne, zaradi preteklosti, a ne. Zdaj, mislim, merjenje kakovosti, ne, v medicini, to je velik problem, a ne. Ker, ampak so ustaljene, a ne, so ustaljene metode, a ne. Prvo je beleženje rezultatov, ne, se pravi registri, a ne. Zdaj recimo, če govorimo o kirurgih, a ne. V kirurgih, a ne, so registri določenih operacij, posegov in se meri lahko, koliko, recimo, kakšne bolnike si operiral, a ne, to se pravi po starostni strukturi, a ne, bolnikov, potem po dodatnih dejavnikih tveganja, a ne, se lahko te bolnike razporedi, a ne, v tako imenovan case mix, ne, to se pravi mešanica različnih kazusov in potem meriš rezultate, ne, in to se da in to se dela in se je delalo in je Zdravniška zbornica pred nekaj leti celo začela določene kirurge izpostavljati in jih javno, a ne, z nekimi priznanji, a ne, nagraditi, a ne. To je bilo recimo pred parimi leti tak poskus za tiste najbolj pogoste operacije, ki so se delale pa nove metode, a ne, recimo, a ne, so bile in se je dalo točno meriti, a ne, koliko zapletov enega in drugega, a ne. In te rezultati so bili tudi objavljeni in se je vedeli, a ne, in, ampak potem je to kar zamrlo. Ker nič več ni od tega bilo, ne. Recimo moj bivši primarij, doktor Ostojić in jaz osebno, ki sem bil
leta 91 in 92 v Angliji, sva poskušala v Sloveniji uvesti register operacij na arterijah, a ne? Tako imenovan Slovask, računalniško voden register, a ne? Kjer bi v bistvu vse operacije, ki bi bile narejene, a ne? V ta register, v računalniški register upisoval, a ne? Vsak kirurg, ki je naredil operacijo, a ne, bi dal določene podatke o pacientu, tipe operacij, kaj je naredil in rezultate, meritve pred operacijo, po operacijo, rezultate in tako naprej, ne. In ta register, Slovask smo ga imenovali, a ne, sva primarij in tudi vsi drugi, a ne, smo to delali kar mogoče 2 leti, ali pa pripravljali 2 leti, in ko je bila stvar tako daleč, a ne, da bi bilo potrebno samo začeti te podatke vnašati, a ne, so se nekateri krogi temu uprli, a ne, zdravniški, a ne, in so sklicali neko združenje, so prav sestanek, izredni sestanek Združenja za žilne obolenje, a ne, takrat se je rekla angiološka sekcija, sklicali in so ta program totalno sesuli in v bistvu ga uničili in je to vse skupaj propadalo, ne. In če bi mi takrat s tem začeli, ne, bi točno vedeli, kje smo danes, a ne. Tako pa ne vemo, ne. Niti ne, jaz vem, kje smo, a ne, pa mogoče tisti, ki neki se s tem ukvarjamo, vemo približno, kje smo, a ne. Med sabo se ne moramo primerjati, a ne. Ne vemo, kakšne ima rezultate kdo, a ne. Ker tam, kjer se te podatki merijo, a ne, to so recimo, bi rekel, recimo zahodne države, ne, ki imajo že dolgo tradicijo, ne, Velika Britanija, Švedska, Francija, Nemčija, ne, se točno ve, a ne, kakšne imaš podatke, a ne. In ko sem jaz bil v Angliji, so se prav čudili, da nekje v nekih državah obstajajo, da obstajajo države, ki sploh ne merijo nekih rezultatov, a ne. In mislim, za njih je bilo to nerazumljivo, a ne, da lahko ti nekaj operiraš in nikjer ne poročaš o svojih rezultatih, ne. Tako bom rekel, jaz v bistvu glavni motiv je bil to, da v bolnišnicah, ne, z novostmi nismo prodrli, a ne. Ko se je začela uvajati nova tehnologija, a ne, je bila dražja kot prejšnji način operiranja, ne. Dražji, ampak za bolnike bolj prijazen, a ne, manj invaziven, a ne, ampak neprimerno dražji, ne. Recimo, če gledate, kaj se včasih smo uporabljali, nismo uporabljali laserjev, nismo uporabljali ultrazvoka, rentgenske diagnostike med operacijo in tako naprej, a ne, smo delali vse več ali manj na pamet, a ne. Mislim, kar smo videli, smo mogli na širše odpirati, a ne, bolj večje odprtine delati, a ne, več tkiva smo uničili, da smo lahko do tja prišli, kjer je bilo treba zdraviti, a ne. Zdaj se pa uvaja ta minimalno invazivna tehnika, a ne, to se pravi, ko greš ti po žili, a ne, do izvora težave in tam, a ne, in to greš z nekimi katetri, a ne, z sondami, z lasersko sondo in tako naprej, a ne. Ampak to je neprimerno dražje, a ne, bilo v začetku, ne, ker tvoja začetna investicija je bila kar naenkrat 70 000 evrov za laser, a ne, potem si rabil ultrazvok, a ne, ki lahko stane tudi 100 000, a ne, ali pa 50, a ne. To so različne cene, ampak te stvari so bile neprimerno dražje kot prej, a ne. Cena take storitve bi bila pa enaka, a ne. In seveda ni bilo nobenega razumevanja v vodstvu za to, ne, ker pač bolnišnice so pa itak zmeri v izgubi, a ne. In oni, a ne, če se ti komi držiš nad vodo, a ne, in potem ti pa še nekdo reče, zdaj bi pa še malo, a ne, poglobil bazen, a ne, potem je seveda ni nobenega upanja na uspeh, a ne. No, tako da jaz sem recimo začel delati v bolnišnici te novejše metode in ko je prišlo do tega, da je bilo treba aparat kupiti, a ne, ga niso kupili, a ne. In potem sem ga jaz začel sem si denar sposodil in kupil aparat sam, a ne, in se dogovoril za primerne prostore v zdravilišču Šmarješke Toplice
in sem tam začel delati. In potem po enem letu sem naredil svoje prostore, po 5 letih sem razširil, sem še dodatno in po 7 letih, to se pravi, začeli smo leta 2004, zdaj smo pa 2017, po 13 letih smo tole naredili, tole mini bolnišnico, kirurški center. Tako da, in seveda, če se bojo te stvari nadaljevale, tako, se bojo te potrebe seveda večale, ker bo vedno več tega. Zdaj, nekje se pa sigurno enkrat ustava, kje, to pa ne vemo, to bomo še videli. Ampak skratka, glavni motiv je bil to, da bi najnovejše tehnologijo lahko uvajal. In tudi, veste, nekaj sem opažal, kar me tudi zdaj recimo zelo čudi. Recimo z tem, ko ti recimo nekaj delaš, recimo dobivaš sredstva od zavarovalnice. V teh sredstvih so noter je navedena amortizacija. To se pravi, za te aparature, ki se obrabljajo in tako naprej, je predvidena amortizacija. In se pravi, in če ti narediš tukaj in tukaj posegov, si mogel tukaj in tukaj denarja moraš imeti, da lahko to aparaturo obnoviš, kupaš novo. Ampak tega denarja pa v javnih bolnišnicah zmeri primanjkuje. Ker imajo oni njim določene storitve tako slabo plačajo, da enostavno porabijo denar za tiste storitve, ki so sicer nujne, ampak jih zavarovalnica neprimerno ovrednotila. In potem jim vedno manjka denarja in amortizacijo porabljajo za kritje tekočih izgub, in potem pa nimajo za obnavljanje, nimajo denarja za izobraževanje in nimajo denarja za razvoj. In to je katastrofa, kar se dogovarja. In to ne, da nimajo 5 let, saj se v 5 letih se sploh ne pozna, poznaš se pa v 10, 15, 20, zdaj pa denarja ni že, odkar, sploh nikoli ga ni bilo dosti, tako bom rekel. Nikoli ni bilo denarja za izobraževanje, za nove investicije, zmeraj je primanjkovalo. In zmeraj smo dobivali neke sponzorje. Včasih smo zdravniki celo organizirali dobrodelne plese, da smo neko aparaturo kupili. To je bilo še recimo v socializmu. Zdaj tega več ne, ker je to že tako težko organizirati, da moraš agencijo najeti. Ja, potreba bi pa bila, seveda, ampak skratka tako, da je dejansko zmeri denarja manjka v javnih bolnišnicah, ker so pač podcenjene, prenizko imajo plačila za to, kar delajo in kako delajo. Zakaj? Zdaj recimo veliko si obetajo od nekega menedžerskega načina vodenja bolnišnica, ker zdaj bolnišnice so državno vodene, direktor je postavila država, bi rekel, svet zavodov postavlja tudi recimo država, narejene tako približno po sistemu bivših interesnih skupnosti. To se pravi, država ali ministrstvo ima 2 predstavnika, 2 ima lokalna skupnost, 2 imajo zaposleni, in to ne gre. Tisti ljudje običajno nimajo blage veze, kaj je bolnica, pa zakaj je namenjena, pa kako se vodi. Tako da tudi ni možnosti nadzora, je zelo slab nadzor države, ne more biti. In to se pokaže, to se je zdaj pokazalo v Topolščici in to se pokaže po vsaki bolnici. Vi ste trenutno še brez koncesije, Ja, mi imamo koncesije za specialistično dejavnost, to se pravi specialistično ambulantno dejavnost, nimamo pa za hospitalno dejavnost, za bolnišnično dejavnost. Pa se prizadevate dobiti? Ja, seveda, absolutno. Zato smo zgradili bolnišnico. Druga opcija ni? Ja, recimo druga opcija je, se pravi, mi če ne dobimo koncesijo in tudi sicer bomo probali naše kapacitete tržiti. Tržili jih bomo v Sloveniji in tržili jih bomo v tujini. Zdaj recimo v Sloveniji bomo probali tržiti in obstaja določen sloj ljudi, ki imajo nekaj več denarja in ki bojo za to, ker bojo sicer predolgo čakali
na storitev bili pripravljeni nekaj denarja investirati v svoje zdravje. To je en del teh, ampak mi si nismo želeli tega. Mi si želimo, da bi bilo to na razpolago vsem ljudem, vsem zavarovalnicam, vsem, ki plačujejo davke in ki so zavarovani v tej državi. Nažalost pa država sama želi umetno ločevati ljudi. Ustvarjati dolge čakalne. Ja, oni želijo ustvarjati dve vrsti, tisti, ki se lahko sami plačajo in tisti, ki se ne morejo. In zdaj, čeprav od tistih, ki največ zaslužijo, od tistih največ tudi poberejo davkov in prispevkov, ampak seveda uradno jih ne smejo preko vrste ali pa preko tega se ne smejo zdraviti. Tako so v isti vrsti kot tisti, ki ne plačuje toliko ali pa bistveno manj ali pa nič plačuje. Recimo, v isti vrsti je čakalnik kot kjerkoli. Ampak ti ljudje si pa želijo, da se z njimi, da pridejo prej na vrsto. Bodisi, da imajo tako službo, da se ne morejo privoščiti odsotnosti z dela, pa jih zdravstveno stanje omejuje, in si želijo to takoj urediti. In ti ljudje imajo pravico, da grejo tudi k zasebniku. Samo ta nov zakon, ta nov zakon, ki ga zdaj predlagajo, zakon o zdravstvenem varstvu in to pa predvideva, da ti bolniki ne bojo upravičeni do zdravljenja komplikacij za storitve, ki so jih opravili samoplačniško v ustanovi, ki ni državna. In zdaj si predstavljajte, recimo, kaj se bo zgodilo, če greste vi k zobozdravniku, da recimo si samoplačniško date ugraditi implantat, zobni implantat, zobni vsadek. To tako ni na zdravstvena zavarovalnica. Se pravi, vsak zaplet implantanta, ne samo, da boš plačal implantanta, ampak tudi vsak zaplet, ki je lahko pa zelo hud, teoretično lahko pride do vnetja recimo kosti in do potrebe po veliki operaciji, boš potem mogel plačati tudi iz svojega žepa. Tudi ni tistega dela, ki ima pa koncesija, ampak samoplačniško. Vse samoplačniško, razumete? Se pravi, kaj se greste, ali pa greste, recimo gre ženska na lepotno operacijo, facelifting recimo, zakaj pa ne? To je vsak človek gre lahko, če greš lahko k frizerju, greš lahko tudi na lepotno operacijo. In potem se pa nekaj zaplete, nastane nek hematom, neko vnetje, neka težava. Potem boš mogel iti pa v bolnico zaradi tega. In zdaj vse stroške tega zdravljenja boš mogel plačati iz svojega žepa. A je to kakšna logika v tem? To se pravi, ne samo to, da država ne želi, da bi se zasebna iniciativa v zdravstvu pojavljala. Ne, tudi, in da ne želi to financirati, ampak ne, tudi če si bo kjer sam financiral, mu je treba to maksimalno otežiti. Zato, da le ne bi prišel na to idejo. Potem bo šel, lahko gre v tujino, bo šel v tujino, samo kaj pa, če se vrne domov, pa se mu zakomplicira doma, a bo potem, potem bo tudi plačal. Veliko naših politikov, mi vsi vemo, kjeri so se šli operirati v tujino. Potem so hodili k nam na kontrole in na preveze in tako naprej, ali pa na karkoli. Kaj, če se bo zdaj v prihodnosti, kak bo takmu politiku stvar zapletla, potem bo pa to plačeval iz svojega žepa. Recimo, malo razmislite takrat, ko bojo poslanci roko dvigovali v parlamentu o tem možnem zapletu. Recimo. In tako naprej, in tako naprej. Tako da, lejte, država je neusmiljena in gre neusmiljeno v napačno smer. Ja, to je recimo ta misija nemogoče, je taka, da če hočeš recimo ti, da dobiš koncesijo za upravljanje bolnišnične dejavnosti, moraš prvo
prvo, ne, da sploh se lahko začneš pogovarjati, moraš zgraditi bolnišnico. A ne. Drugič, moraš imeti tudi že dobavitelja recimo za hrano dogovorjen, dobavitelja za kri, a ne, vse pogodbe podpisane, vse ljudi zaposlene. A ne. In potem se mora pa pojaviti potreba, a ne, po določenih zdravstvenih storitvah, ampak ne to, da se ta potreba je tako že ne, prisotna, ampak morajo bolnišnice izjaviti, da tega ne morejo narediti. A ne. Ne? In potem in tega ne bojo nikoli nobena bolnišnica izjavila, ker oni zmeri lahko vse naredijo. Ne? Ker imajo tukaj malo denarja, a ne, da veste, si tukaj zelo želijo, a ne, kakršenkoli denar dobiti na kakršenkoli način. A ne. In tudi če ne naredijo, a ne, določenih stvari se pa znotraj pretaka pa preliva. A ne. Ampak skratka, tega praktično nikoli ne bo. A ne. In potem, recimo, ampak če bi se to zgodilo, ne, da bi te bolnišnice izjavile, mi tega ne moramo narediti, a ne, recimo, da bi rekla bolnišnica v Brežicah, ne, mi pa ne moramo narediti teh in teh storitev, a ne, potem bi se pojavili, a ne, potem bi pa rekli, damo razpis, a ne, za te in te storitve. In potem se lahko vsi prijavijo. Se pravi, tudi jaz, ki bi imel, recimo, če bi imel dovoljenje za upravljanje bolnišnične dejavnosti, se bi lahko prijavil. Ne. Vendar, dokler je možnost, da je vsaj ena državna bolnišnica izjavi, da to lahko naredi, jaz nimam pravice pričakovati, da bom prišel na vrsto. Ne. Skratka, če je ta zakon in ko bo ta zakon sprejet, se pravi, bojo vse privatne investicije v slovensko zdravstvo bojo ustavljene. Ne. In teh investicij do zdaj ni bilo malo. Ne. Približno 1/3, a ne, stvari se že naredi v privatnih zasebnih ustanovah in z zasebnimi zdravniki. A ne. To se pravi, da recimo vsaka ambulanta, ki jo je nek zasebni zdravnik odprl, ne, je dal osebna sredstva, ni dala država za to sredstvo. Ne. Se pravi, da je to za državo. In cene teh storitev so pa rajši nižje kot v državnih. A ne. Sigurno niso dražje. A ne. In vidite, to je neka nelogika. Ne. In ta nelogika je samo zato, a ne, ker ljudem govorijo, ne, javno zdravstvo. Sej tudi zasebniki delamo v javnem zdravstvu. Če nič drugega, a ne, imamo iste pogoje, iste ljudi moramo zdraviti na isti način, a ne, samo da investicija ni bila državna, ampak je bila privatna. A ne. Drugo je pa vse isto. A ne. Ampak oni ljudem govorijo, ne, javno zdravstvo, zaradi tega, ne, da je to ljudem všeč. A ne. Ena razlika med javno in zasebno je to, da recimo javne bolnišnice delajo, bi rekel, bolnike, a ne, ki imajo, bi rekel, neka resna obolenja, ne, recimo rak, a ne, življenje ogrožajoča stanja in tako naprej, ki so nujna, ki jih moraš takoj operirati, a ne, ki niso standardna, a ne, zahtevajo ves čas prisotnosti velikega števila različnih specialistov. A ne. Recimo, ne, ker zdaj recimo zasebna bolnišnica, ne, dela pa en tip ali pa nekaj tipov operacij, a ne, ki so pa recimo ponavljajoče, a ne, in številne. Ne. Recimo, lejte, če jaz delam 1000 operacij enega tipa, a ne, in vsako in kupam, a ne, 1000 enih recimo instrumentov, enih zadev, ne, enakih, je sigurno cena bolj ugodna, kot če kupujem po nekaj. A ne. Zdaj bolnišnica mora zaradi tega, ker ima širok razpon različnih, a ne, posegov, mora male količine zelo različnih artiklov kupovati. Ne. Dočim mi pa kupujemo recimo na 1000 enakih artiklov vsako leto. A ne. In to je recimo ekonomija velikih števil, ne. Dobiš nižje cene, ne. To je prva stvar. Ne. Druga stvar, ker smo zelo usmerjeni, vemo, kje specialiste rabimo in a ne, imamo samo tiste, ki jih rabimo. Ne.
ostale imamo po pogodbi, če jih izjemoma kdaj potrebujemo, ga pokličemo, a ne, za kakšno konzultacijo in za kaj takega, sicer pa jih nimamo zaposlenih. A ne. Ja, tako, ja, tako. Tretjič je pa organizacija, ne, da se pravi, da imamo boljšo, bi rekel, ker imamo lažji način stimuliranja, a ne, lažje stimuliramo zaposlene, tudi lažje organiziramo delo. A ne. Na ta način pa seveda bolj šparamo pri zaposlenih, a ne, ker jih bolj motiviramo. A ne. Če lahko ti motiviraš zaposlenega z nagrajevanjem po delu, a ne, je on bolj motiviran, da dela, a ne, in bo bolje delal. Ne. To je recimo, to so te 3-4 stvari, zakaj so zasebne bolnišnice bolj uspešne, ali pa zasebni lahko cenejš funkcionirajo, ne, kot pa javni. Ne. In tudi, če pogledate recimo v bolnišnici, ne, v povprečnih bolnišnicah, da ne govorim o univerzitetnih, ne, imate na enega zdravnika 9 zaposlenih. A ne. Recimo v privatnih bolnišnicah imate pa na enega zdravnika 4 zaposlene. Ne. Ne, se pravi, razmerje, a ne, ker tisti, ki ti pa prenaša, ne, storitev, ki dela storitev, je pa v bistvu zdravnik. A ne. In zato je pač je to boljše, ne, zato je verjetno boljša, ne, možnost. Je pa res, da tudi naloga pa poslanstvo je drugačne. Ne. Tlele v privatnih, zasebnih, a ne, bi rekel, delaš tiste rutinske zadeve, a ne, in jih delaš kvalitetno, ker si v to usmerjen. In recimo na zahodu, recimo jaz imam primere neke, a ne, da zdravniki, a ne, tudi delajo tako, a ne, da delajo recimo, grejo vsako leto delati 3 mesece v privatno bolnišnico, a ne, kjer zaslužijo pač v skladu z delom, a ne, denar, potem grejo pa za 9 mesecev delati v neko javno bolnišnico ali pa v univerzitetno bolnišnico, kjer pa praktično nič ne zaslužijo. A ne. Ampak zato grejo delati, ker jih zanima stroka. A ne. A ne, se pravi, razvoj, tukaj razvoja nikoli ne more biti v privatni zasebni bolnišnici, kot je lahko v državnih učnih bolnišnicah in tako naprej. A ne. In to je recimo, ne. Zato je treba to gledati kot dopolnjevanje, ne kot izključno konkurenco. A ne. Lejte, vam nekaj povem, recimo operacijska dvorana, če gledate, ena operacijska dvorana je povprečno, ne, čez prst cena investicije 1 milijon evrov. Ne. Ne. In zdaj, recimo, da ti delaš v operacijski dvorani za 1 milijon evrov posege, a ne, ki niso tako zahtevni, po drugi strani ti pa recimo zaseda prostor, a ne, za nek težek primer, a ne, neka nujna ali pa težka bolezen, pa nekdo s to boleznijo pa čaka, a ne, ker ti moraš delati v tej operacijski neke enostavne operacije. A ne. Zato je boljše, da daš te operacije ven in da javne bolnišnice delajo težke stvari, a ne, in so zato primerno plačane, ne, to pa je poudarek, a ne, primerno plačane. A ne. In da daš te, bi rekel, rutinske operacije, načrtovane, a ne, operacije, pa usmerjenim specialnim bolnišnicam, pa lahko so privatne ali pa državne. Zdaj, če govorimo o postavljanju te bolnišnice, ne moram reči, da sem ugotovil, a ne, da je dejansko, ne, vsi, ki investirajo v Sloveniji, imajo zelo velike težave. A ne. Je zelo težko v Sloveniji izpeljati investicijo, ker dejansko cene niso tako transparentne, ne, kot bi si človek želel. A ne. A ne. Zmeraj se poskuša malo z dodatnimi deli, a ne, ceno zvišati, a ne, pa povečati. A ne. Tako da je treba res zelo se osebno prizadevati pa iskati možnosti čim cenejšega. A ne. Tako da tle je problem. Drugo, ne, recimo za take investicije, ne, za to investicijo praktično davčnih olajšav ni. Ne. Mi sicer ves čas ne razvijamo nove metode, a ne, in smo tudi razvili, praktično smo
recimo podjetju Fetona, a ne, celo novo aplikacijo zdravljenja krčnih žil smo pri nas razvili. A ne. In oni so na podlagi tega tudi precej tržili svoje izdelke in še zdaj jih tržijo. A ne. In tudi prihajajo se k nam učiti, a ne, iz drugih držav in tako naprej. Tako da mi delamo na razvoju in raziskovanju, ne, in upamo, da bomo nekaj tega lahko, a ne, uveljavili kot davčno olajšavo. Je pa zelo težko, ne, ker mi se z davkarijo ne morete zmeniti, a ne, vnaprej, a ne, da bi rekli, lejte, tukaj tega vam priznamo kot investicija v raziskave in razvoj. Ne, vprašam koliko, ne vejo. A ne. In potem se ti prijaviš neke stvari in potem oni ugotovijo čez 4-5 let, da to ni to. A ne. Ja, a ne. Sprav niso, ne, moram reči, davčna zakonodaja sploh ni jasna. Sej ne morete vedeti, ne, tudi vsak davčni inšpektor rabi 10 konzultacij, a ne, pa da pol na koncu nekdo odloči, tako je, a ne. In potem si pa lahko v velikih težavah. A ne. Tako da mislim, moram reči, da tudi davčna pravila niso popolnoma jasna. Ne. Jaz bi bil za to, a ne, da davkarija sama pride pa kar določi davka, ne, da se sploh ne ukvarjam s tem. A ne. Ker to je res najbolj tvegan posel, niso operacije, ampak najbolj tvegan posel je davčna napoved. A ne. Ja, jaz, veste, tlele sem imel pa jaz eno srečno okoliščino, no, saj ni bila samo srečna, saj sem se tako odločil. Na tem istem mestu je bil že poslovno-stanovanjski objekt, a ne. In zaradi tega je bilo to malo lažje, a ne, doseči, ne. Tako da nismo imeli težav niti z sosedi, oziroma smo se z vsemi vnaprej pogovorili, a ne. In so vsi, jaz mislim, da je, a veste, s takim objektom in s tako, bi rekel, dejavnostjo, ki je mirna, a ne, ne moti okolja in tako naprej, a ne, vse je zelo kontrolirano in nadzirano, a ne, se ne more, mislim, je to za okolje veliko pridobitev, bi rekel, ne, ker se tukaj in tukaj ljudi se bo sem oglasilo, tukaj in tukaj tujcev pride, tukaj in tukaj dodatnih storitev bomo lahko lokalno prodali, a ne, in ljudje bojo slišali za ta kraj in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je to sinergijski učinek je velik, a ne, in sem vesel, da je tako, a ne. Je pa občina Novo mesto imela celo v svojih pravilih to, ne, da se komunalni prispevek, a ne plačuje za bolnišnice, a ne. In to je tudi zelo modra, bi rekel, to je tudi zelo fajn, a ne, ker to pomeni, da mogoče bo se še kak privatni investitor najdel in bo v novomeški občini investiral še v kako bolnišnico. A ne, ker ne vem, če ima to Ljubljana, a ne, to ne vem. Ja, sigurno, ne, vse, če se pogovarjaš z zdravniki, jaz se seveda ne več z zdravniki, s temi, ki se ukvarjajo z zdravstvom, ne. Ampak recimo, če se z njimi pogovarjaš, vidiš, kaj jih najbolj, ne, zapletenost predpisov. A veste, to, recimo, mi moramo javljati podatke o čakalnih dobah na 3 različne ustanove, ne, na zavarovalnico, na ministrstvo, na Inštitut za varovanje zdravja, a ne. Potem je še nek organ, ki nadzoruje samo čakalne vrste, a ne. In eni za druge ne vejo, a veste, kakšne podatke zbirajo. In tudi ne vejo, če je nekdo že prenehal zbirati te podatke. Prav, ne dajete tem ljudem, ne pošiljate podatkov. Ja, ampak ne, ti ljudje so nam že javili, da teh podatkov ne rabijo več. Oni, mislim, tako, ne, skratka, ja, mislim, v bistvu je Slovenija zelo zapletena država, a veste, zapletena, pravno zapletena, a ne. Treba bi bilo vse predpise, vse bi bilo treba poenostaviti, a ne. In zdaj, če bi recimo sploh ni treba novih predpisov sprejemati, vzamete stare, pa vse, kar je odveč, pa vse, kar je preveč kompliciran, sam črtati, a ne. Treba izhajati, kaj je bistveno, ne, recimo, če greš, a ne, kaj si želimo? Mi si želimo čisto, a ne, Slovenijo, ekološko sprejemljivo,
kjer bo prijetno živeti, a ne, kjer bo okolje, mislim, tako bi rekel, gospodarsko okolje, kot če ne rečemo tudi davčno okolje, enostavno, transparentno, a ne, preprosto, da se bo vsak vedel znajdu, da bo vsak razumel, zakaj je to tako, a ne, in treba v bistvu poenostaviti, ne. Jaz bi rekel, normalna Slovenija je v redu, ne, jaz bi rekel, poenostavimo Slovenijo. To bi bilo pa še, mislim, to bi pa res rad videl, no, ker je, če pa pogledate, koliko je enih predpisov, a veste, samo če gledate požarno varnost, ne, ko pride inšpektor za požarno, ki k nam hodijo inšpektorji redno, ne mine mesec, da ne pride inšpektor, to ima toliko predpisov, in oni sploh ne gledajo, ne, da si mislil, da bo pogledal, ne, če imamo dobro razporejene te aparate, pa to. Ne, on reče, kje imate pravilnik, a imate certificirane te aparate, kdo je pregledal tole, kdo je pregledal luči, kdo je pregledal, sama pravila, to je 50 uradnih listov, 50 pravil, 50 papirjev, podpisov, ne, to je neverjetno, ne. In ko to vidiš, in tako se pride in reče, do zdaj smo najdli za 1000 evrov napak, in tako se reče, dobro, zdaj pa dajva se resno pogovarjati, povejte, kaj vam ni všeč, bomo popravili to. Recimo, namesto da bi prišel k tebi z namenom, da ti bo pomagal, da boš ti odpravil pomanjkljivosti. Saj se noben ne želi imeti nekih pomanjkljivosti. Ampak ne, on samo gleda, kje ti bo kaj zaračunal. Mislim, to po mojem ni prava stvar. Ja, veste kaj, jaz nisem pravzaprav se nikoli želel nobeno stranko stopati, ampak je pa seveda moja mislim, življenjska filozofija je v bistvu, bi rekel, izvira iz katoliške tradicije, sem veren človek, in po naravi sem zato, da bi bil svoboden tržni sistem v Sloveniji. Tako da izhajal sem iz tega, iz teh premis, bi rekel, tradicija, bi rekel, poštenje, svobodni trg, demokracija. In potem sem se odločil za Novo Slovenijo, ki se mi je zdela, da je najbolj ustreza mojim pogledom na življenje. Je pa res, da se tudi Nova Slovenija ne bi vpisal, če se ne bi zgodila tista ponesrečena združitev z Ljudsko stranko in potem tisto do nekega izigravanja je prišlo in to se je meni tako, bi rekel, zamerilo, da sem rekel, zdaj se bom pa zaradi tega, ker hočem načelno podprti eno tako pošteno stališče, in sem se pol v Novo Slovenijo vpisal. Nimam pa nobenih političnih ambicij, pa tudi časa nimam.